Odpravil sem se v Goriška Brda, kjer bom prevozil en 5-kilometrski konkreten vzpon, kjer nisem bil še nikoli. Ampak me zanima, kakšen je in rad bi, da ga na videu vidi tudi Luka, ki danes ni mogel priti v Novo Gorico. Poleg tega vas bom pa po poti vprašal še za par nasvetov glede nakupa novih kolesarskih čevljev in pa cestnih blokejev. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Cel teden je padal dež, tako da že 5 dni nisem kolesaril. Danes se je naredilo malo boljše vreme, tako nekaj na pol sončno in oblačno. Ob enih popoldan kar 16 stopinj Celzija, tako da sem se prav veselo odpravil na pot. Se vidi po nivah, da je vse polno vode in tudi verjetno bo še kje kakšna cesta mokra v kakšnem manj osončenem predelu. Ampak nasplošno je vreme ok in ta pot ne bi smela biti preveč zahtevna. Tale vzpon je precej odrok, saj je od mojega doma do njegovega vznožja kakšnih 25 km. Tako da se v tisto smer res nikoli ne odpravim v samo zakotje Goriških Brd. Je pa situacija slučajno zdaj hotela, tako da sva se menila z Luko, da pride v Novo Gorico. Ni še bil v Goriških Brdih in on je narisal progo. Tako da se mi je zdelo prav super, po dolgem času spet en vzpon, kjer še nisem bil. Nažalost Luka danes ni mogel priti, tako da sem se odpravil sam, da posnamem en košček tudi zanj, da vidi, kaj zamuja. Tukaj pa očitno neko srečanje Porschejev. Prišli so iz smeri Grediča. Krog, ki ga je načrtal Luka, ima 62 km in skoraj 1200 višincev. Šparam ga za drugič, ko bo uspel priti. Jaz sem pa za danes vse skupaj malo skrajšal in poenostavil. Seveda bom pa moral opraviti z istim vzponom, kakor ga je predvidel tudi on. Je pa zdaj res super lepo tle v Goriških Brdih, ko so te jesenske barve. Prav neverjetno se zdi. Pot, ki sem jo zbral jaz, predstavlja nekako najlažji pristop v Goriška Brda. Skoraj po ravnem prideš v Dobrovo, razen zadnjega kilometra, kjer se malo cesta vzpne. Lahko jo imate kot neko izhodišče za vaša bodoča kolesarjenja po Goriških Brdih. Če pa koga točno zanima, kje sem se vozil, bo pa od spodaj v opisu videa tudi link do moje Strave. Dodal bi samo, da se tukaj pride v Brda z južne italijanske smeri, tako da, če boste šli po tej strani, imejte s sabo kakšen osebni dokument za vsak slučaj. Prišel sem v Dobrovo, tukaj me je ustavil en semafor, ker če ne, jaz bi bil danes neustavljiv. Tukaj je vinska klet Brda in jaz nadaljujem smer proti Neblu. Približno 7 km imam še do vznožja vzpona in na tej poti bi vas rad nekaj povprašal okrog kolesarskih čevljev in blokejev. V preteklih 2 videih sem že povedal, da kupujem novo specialko. In odločil sem se, da bom imel na novi specialki cestna pedala. Zdaj imam na svoji tej trenutni specialki pedala za mountain bike in tudi vsi 3 pari čevljev, ki jih imam, imajo gor montirane te nastavke za SPD mountain bike. Seveda na novem kolesu se mi je zdelo, da taka pedala ne bojo pasala. Zato sem si rekel, prvič v življenju grem na Shimano SPD SL. To pomeni, da moram kupiti nove čevlje, zato ker je od spodaj podplat drugačen in pa tudi nove blokeje, kakor rečemo tistim uponkam, ki se zapenjajo v pedala.
Jaz sem bil prepričan, da bom kolesarske čevlje dobil zastonj. Jaz sem namreč siroko influencer in vse drese dobim zastonj, pa tudi rokavice, nogavice, pa recimo ta očala. In sem bil sveto prepričan, da spadajo vmes tudi čevlji. Prejšnji teden sem jim napisal mail, naročil še par novih oblačil in čevlje in dobil odgovor, da čevlje pa samo prodajajo. Zdaj seveda, jaz imam tudi link za popust oziroma kodo RBASLO in jaz lahko te čevlje tam kupim in še izkoristim popust na to svojo kodo. Ampak preden to naredim, sem se pa odločil, da vprašam še vas za kakšen nasvet, če imate mogoče kakšno dobro idejo ali pa izkušnjo glede nakupa čevljev, mogoče pri Decathlonu ali na kakšni spletni trgovini. Če karkoli veste za kakšno dobro ceno, kakšne popuste, mi prosim kar povejte. Tale popust pri siroko pa seveda lahko koristite tudi vi, dokler je na voljo. Poleg tega bi pa imel še vprašanje okrog teh cestnih blokejev. Videl sem, da obstajajo različne barve in sicer gre za različno toleranco odmika. Nekateri imajo 0 stopinj, se pravi so super togo zapeti, eni imajo 2 stopinji možnosti sukanja levo-desno, eni pa 6 stopinj. Zanima me, če karkoli veste o tem, kaj je boljše, kaj je bolj primerno. Recimo, imejte v vidu mene, 54 let starega rekreativca, ki v življenju še nikoli ni vozil cestnih pedal. Tle pa že vidimo, kako se hribi počasi zapirajo, nikjer več ne bo drugega izhoda, kakor opraviti z vzponom. Letos, par mesecev nazaj sem tukaj že bil, ko sem delal vzpon čez Golo Brdo, danes se bom držal pa desno za vas Nozno. Ja, tako kot sem predvideval tukaj, ki je malo gozdička in pa severna stran pobočja, je cesta vlažna, ampak ni kritično, ni tako mokra, da bi bilo karkoli nevarno. Tukaj zdaj eni štejejo, da se vzpon začne že dol pri tistem mostičku, ki sem ga prečkal pri gostilni. Eni malo kasneje, šele tle v vasi, kakorkoli. Jaz imam tle tale Climb Challenge 2.0. In tukaj kaže, da bo vzpon dolg 5,5 km, na njem pa se bom uspel za 350 metrov, kar pomeni približno 6,8% naklon. Po 1 kilometru sem prišel v vas Belo, tukaj se cesta malenkost spusti in verjetno je tudi to razlog, da nekateri štejejo štart vzpona šele tukaj. Po tej vasi, seveda je pa vzpon dobil tudi ime, rečemo mu Belo Nozno. Belo in Nozno sta edini dve vasi na tem vzponu, vse ostalo je samo narava, gozd, lepi razgledi na sadovnjake in vinograde. Kmalu po tistem je cesta spet šla v klanc, tako približno 10%, na določenih kosih tudi do 13%, tako da ne morem reči, da gre za enakomeren vzpon, ampak je treba biti pripravljen tudi na posamezne večje ali pa manjše procente. Ja, tale prvi del, kakor je strm, sem ga prevozil kar v prvi prestavi. Zdaj se mi zdi, kot da se je malo zravnalo, gor na vrhu pa že vidim obrise hiš vasi Nozno. Prišel sem do vasi Nozno in tukaj na števcu vidim, da sem lih nekje na polovici vzpona. Kar se tiče višincev, pa skoraj več kot na polovici, se me čaka samo še 150 metrov. Stavil sem se pa tukaj tudi zato, da vam pokažem, kako je že lep kaki. Ni še zrel, malo je še trd, ampak na pogled je pa že super lep. Ok, grem naprej. Kar se tiče ceste, lahko povem, da je asfalt zelo lep, sem in tja pride kje kakšna flika,
ampak nasplošno res tako v redu in brez kakšnih večjih poškodb. Prometa pač tukaj ni nobenega. Če vas prav ne preseneti prebivalec ene izmed dveh vasi, ki sta ob tem vzponu, potem ne bo nikogar. Poleg teh dveh naseljenih vasi, Belo in Nozno, je pa malo više še tretja vas, ki je pa prazna, nenaseljena. To je vasica Slapnik. Pred leti je bila celo omenjena, da bi se tam snemal nek resničnostni šov, ampak je tista stvar pol padla v vodo. Vam pokažem malo kasneje, kje je odcep. Če ne tukaj iz tega pobočja, se jo pa vidi, kje naravnost v daljavi. Dobar dan. Je kaj ali je belhnilo? Bo? Ja, če bo kaj, ne? Čau. Se pa ne bi niti spomnil, če ne bi vedel o teh dveh, kako pobirajo kostanj. Ta predel tukaj od Goriških Brd severno gor je zelo bogat s kostanjem. Evo, tukaj sem pa zdaj prišel do odcepa za vasico Slapnik. Tak makadamski odcep je, da se prije tudi specialko, ni preveč grdo, ni pa toliko lepo, da bi zdaj jaz trinil tja. Je pa do vasice dobre pol kilometra po tisti makadamski potki, če bi kdo želel priti sem in iti na en sprehod. Še 700 metrov in pa 50 višincev imam pa jaz po asfaltu do zaključka tega vzpona. Res je prečudovit. Si pa ne predstavljam, kako bi bilo, če bi bil z mano še Luka, 20 let mlajši od mene, 3-krat bolj navit. In tukaj po tisti njegovi progi bi imela že kakšnih 700 višincev narejenih. Ne vem, mislim, da bi ga mogel spustiti naprej, ne naredi en pošten trening, jaz bi šel pa v svojem tempu lepo počasi za njim. Pa sem prišel na vrh vzpona, tukaj se cesta zravna, gozdiček se odpre in tle dobiš še en čudovit razgled na Goriška Brda in dol vse do morja. 100 metrov naprej od tega čudovitega razgleda pridemo do križišča. Tukaj, če bi šel levo, bi prišel do Korade. Tudi ta vzpon je nedolgo nazaj posnet na mojem kanalu. Tukaj dol naprej, se pravi desno, se pa spuščam nazaj v Goriška Brda in proti Novi Gorici. Ja, danes je v Goriških Brdih kar hladno in tudi precej piha, tako da se je bistveno lepše spuščati, če sije sonce. Sem se pa spomnil še eno stvar in sicer sem Luki obljubil, da bom na tistem njegovem narisanem krogu naredil kakšnih 20 km na uro povprečje. Moje trenutno povprečje na tej bistveno lažji varianti je 20,1, tako da si res ne predstavljam, kako bi šlo na daljši progi in z 2-krat več višinci. Mislim, da bom mogel še kar trenirati, prej kakor lahko Luki obljubim eno suvereno vožnjo z njim. Za povratek sem se odločil, da se spustim dol v Podsabotin, kjer me čaka samo še vzpon čez Sabotinski klanec. Sabotinski klanec je kar težek vzpon in tudi ni preveč lep, lahko je tudi prometen, ampak po drugi strani pa prideš potem kar naenkrat na Solkanski most in v Solkan na prag domačega dvorišča, kar je pa tudi nekaj vredno. Števc mi kaže, da je vzpon čez Sabotinski klanec dolg 1,5 km, na njem pa se dvigneš za 130 metrov, kar pomeni 8,6% naklon. Ampak okej, 1,5 km hitro mine, tako da ne bo panike. Je pa cesta čez Sabotinski klanec zmeraj prometna, kar niti ni čudno, ker je to
glavna prometna povezava med Novo Gorico in Goriškimi Brdi. Pa še ena zanimivost je, namreč del te Sabotinske ceste prečka italijansko ozemlje, zato je tukaj tudi vse tako ograjeno. Spona je konec, sledi približno enako kratek spust na drugo stran in tik tak bom na Sokanskem mostu. Prišel sem na betonski Sokanski most in v ozadju krasen razgled na star železniški most z največjim kamnitim lokom na svetu. Kakršnekoli ideje glede kolesarskih čevljev in blokejev, prosim napišite mi v komentar, drugače pa hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!